Živijo, moje ime je Martina in danes je z mano Katja Seljak Varga, magistra, odvetnica, ki ima pisarno v Domžalah in se ukvarja z vsemi področji civilnega prava. Njen bombonček, kot sama pravi, pa je delovno pravo. Katja nam bo danes zaupala svojo izkušnjo z našim programom Sestavi se. To je program, ki ureja črevesni mikrobiom, dvigne našo kvaliteto življenja na višji nivo, vključuje pa smernice za gibanje, smernice za prehrano, probiotike in prebiotike. Katja, živijo. Živijo. Zdaj, preden da greva midve na tvoje rezultate, ki so res odlični, te prosim, če nam zaupaš, kako si se počutila, preden si se lotila programa, oziroma kaj je bila tisti vzrok, da si se sploh odločila za spremembo in da greš v program? Okay. Moram reči, da jaz sem bila že prej kar dosti športno dejavna in sicer sem tekla. Letos sem spomladi pretekla 2 polmaratona, enega v Izoli pa enega na Dunaju. In potem je prišlo poletje in jaz ne maram vročine in sem kar malo zaspala z tekom. Potem je prišel še 3-tedenski dopust in ko sem prišla nazaj iz dopusta, pri čemer na dopustu nisem tekla nič. In ko sem prišla domov iz dopusta, sem mislila, da sem v taki formi, kot sem bila prej, in sem začela teči. No, in tukaj je prišlo zlomka do tega, da me je fajn ščipnilo v križu. Tako ščipnilo v križu, da sem dejansko hodila na fizioterapijo, da sem sploh lahko normalno hodila, ker tudi ostati iz postelje nisem mogla. In kaj se je zgodilo? Potem me je vse skupaj bolelo, prišla sem v en začaran krog. Če sem bila prej spomladi dokaj fit, sem začela pridobivati tudi na kilogramih in je to še oviralo celoten proces. Tako da moram reči, da se nisem kaj dobro počutila. Dokler nisi prišla ti na sestanek v NAI in predstavila svoj program mikrobioma in so rekla, ok, dajmo sprobati. Ja. Točno tako je tudi bilo, lahko tudi jaz potrdim. Zdaj pa preden, da greva na tvoj rezultat, nad katerim sem navdušena, čeprav si dejansko šele na mesecu pa pol, ne vseh 90 dni, ampak sem rekla, da moramo že zdaj deliti. Daj mi še povej, preden da si se odločila za program, a si imela kakšne pomisleke, a si imela kakšne dvome glede vstopa? Definitivno dvomi so bili, ampak sama pri sebi sem rekla, glej, zdaj sem na uni točki, ki pa res ne morem nič več zgubiti, ampak lahko pridobim. In sem rekla, dajmo probati. In sem dejansko probala, čeprav sem bila v velikih dvomih, kako bom jaz lahko ta prvih 10 dni te stroge, kako bom jaz lahko to sploh zdržala. In kot sem tudi tebi povedala, sem bila v dvomih, ker sem potem odpotovala z 5 dni v Atene, da ne bom s tem mojim obiskom Aten vse pokvarila, ker sem prej v 10 dneh naredila. No? Ampak mislim, da je bila prava odločitev, tako da vedno je treba začeti takoj, mečkati pa potem bom, potem ko pridem iz dopusta, mislim, da je bila to prava odločitev, ker sem se veliko bolj počutila tudi potem v samih Atenah. Super, da si to izpostavila. To tudi jaz vedno svetujem, ker vedno je še neki, ali rojstni dan, ali piknik, ali so prazniki. Vedno lahko najdemo izgovor, če hočemo. Se pravi, tvoji dvomi so bili neutemeljeni, so bili pomerjeni in si skočila v program. Super, hvala. Zdaj bi šla pa midve kar na tvoj rezultat. Se pravi, v čem je zdaj tvoje življenje boljše, kvaliteta življenja višja? Kaj je tisto, kar si najbolj vesela, da si uspela spremeniti? Prva stvar, zaradi tistega, kar sem tudi začela, je, da me hrbet več ne boli. Prvič je, da si mi pomagala s samimi vajami za hrbet, da sem okrepila hrbtne mišice do te mere, da sem pred 14 dnevi lahko začela normalno teči, sicer ne še pol maratone.
vendar sem začela počasi, tako da po enem tednu sem lahko pretekla že rečemo 8 km pa pol brez težav in pa predvsem brez bolečin v hrbtenici. Se mi zdi, da imam tudi več moči, nisem več napihnjena kot en balonček, bolj se počutim dejansko, ja, kar je zelo pomembno. Jaz sem prej spuščala obroke, no zdaj tega ne delam več. Sem se naučila, tudi če nimam časa ali da sem po sestankih, da sem izven pisarne, si vzamem s seboj šejk in med potjo popijem šejk, pomeni, da nisem več, da pridobim energijo, nisem več lačna. Druga zadeva je, če prej nisem pila nekaj zelo veliko vode, sem se zdaj naučila tudi vodo piti. Super. Ja, in rezultati so tukaj. Ja, definitivno sem izgubila tudi na teži, izgubila sem na samih centimetrih, točno tam, kjer sem želela izgubiti. Tako da, ja, kot si pa rekla, sem komaj mesec pa pol zdaj v programu, tako da se nadejam, da bodo rezultati na dolgi rok še toliko boljši. Točno to. Ja, me veseli, da si pač malo, če lahko temu rečem, lažje zadihala in kar se tiče teka in kar se tiče tudi v oblačilih, zato tudi merimo centimetre, zato da ni tiste kile znajo nihati, centimetri oblačila, občutek v oblekah pa povejo svoje. Super, najlepša hvala. Vi, ki gledate, če vam je bilo kaj od tega všeč ali pa če bi radi Katjo samo malo spodbujali, stisnite kak like ali pa kak srček, pošljite kak komentar. Mi da imamo pa samo še eno vprašanje oziroma kaj bi rada sporočila tistim, ki zdaj recimo gledajo, pa so se mogoče našli v tvoji zgodbi, pa ne vejo, a bi šli v program ali ne, kaj bi jim rada sporočila? Sploh nič čakati, ampak začeti takoj, tako kot je mene Martina prepričala, da nisem čakala, ja, saj bom potem, ko pridem domov iz Aten, ne, začeti takoj, zaradi tega, ker bolj se počutiš, lažji si. Ja, točno to. Takrat, ko te prime akcija, to je to. Definitivno. Super, Katja, najlepša hvala, da si delila svojo zgodbo. Jaz sem ful vesela, ful ponosna na tvoje rezultate. Seveda nisva še konc, delamo na dolgi rok, tako da se veselim še tvojih naslednjih uspehov. Martina, hvala tebi, da si me spodbujala pri vsem tem, čeprav jaz velikokrat rečem na treningih, da ima enega velikega jamrovčka, tako da hvala tebi, da danes lahko spet tečem. Z veseljem, res, to mi je, največ mi pomeni, da lahko ljudem pomagam na tak način. To je to iz najine strani. Če ste se mogoče našli v njeni zgodbi ali pa ste se ob gledanju tega posnetka spomnili na nekoga v vaši bližini, ki bi mu lahko te informacije pomagale, kliknite, napišite kak komentar, lahko mi pa date tudi v zasebno sporočilo, če vas zanima kaj več v našem programu. Čau! Čau!